Dober dan in dobrodošli v Sloveniji. Dobrodošli na Brdu pri Kranju, kjer smo pravkar zaključili letošnje vrhunsko srečanje med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. V naši sredi pozdravljam predsednika Združenih držav, gospoda Georgea Busha, in predsednika Evropske komisije, gospoda Joseja Barroso. Za predsednika Združenih držav je to 8. vrh in njegov drugi obisk v Sloveniji. Zgodil se je na istem mestu, tudi tiskovna konferenca je bila na istem mestu. To je zgodovinski dogodek. Ob mojem obisku v Washingtonu pred dobrima 2 letoma ste nas, gospod predsednik, sprejeli z izjavo, da je Slovenija košček nebes in nam nudili vrhunsko gostoljubje. Upam, da smo vam vsaj del tega lahko danes vrnili. Na pravkar končanem vrhu smo imeli zelo dobre in odkrite pogovore. Potrdili smo, da je transatlantsko partnerstvo trdno in dinamično. To sporočilo ima v zgodovinskem okviru tokratnega vrha posebno težo. Pred 60 leti so Združene države z Marshallovim načrtom ter s pogumom, solidarnostjo in vizijo razrušeni in razdeljeni Evropi ponudile upanje. Že prvi ameriški predsednik George Washington je nekoč dejal, da bodo nekega dne nastale Združene države Evrope. To se sicer še ni zgodilo, nastala pa je Evropska unija, prostor svobode in napredka, ki združuje 500 milijonov Evropejcev. Evropska unija in Združene države delita najpomembnejše temeljne vrednote: demokracijo, svobodno podjetniško pobudo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načel pravne države. Skupaj predstavljata 10% svetovne populacije, izmenjata preko 3 milijarde evrov blaga in storitev dnevno, proizvedeta blizu 60% svetovnega bruto domačega proizvoda in skupaj prispevata 75% razvojne pomoči revnim državam. Emitirata pa tudi največ toplogrednih plinov v ozračje. Zaradi vseh teh razlogov imata tudi veliko skupno odgovornost pri soočanju s ključnimi globalnimi izzivi. Na nekatere poti sicer gledamo različno, bila so razhajanja v pogledih na boj proti terorizmu. Imamo različna stališča, naprimer do smrtne kazni ali do obveznih ciljev pri omejitvah izpustov CO2 v ozračje, vendar se o vseh teh razlikah odprto pogovarjamo in iščemo rešitve. Danes smo veliko govorili o problematiki klimatskih sprememb in energetski varnosti. Gre za vprašanja, ki zadevajo celotno človeštvo, pa tudi naše dolgoletne navade in način življenja. Potrdili smo pripravljenost, da se s tem izzivom soočimo skupaj. V Evropski uniji smatramo, da je potrebno določiti obvezne cilje zmanjšanja emisij CO2 in doseči tudi globalni dogovor. Potrebno je sodelovanje pri zaščiti okolja, pri iskanju novih virov energije in pri razvijanju novih tehnologij. Visoke cene nafte nas silijo k še bolj pospešenemu iskanju novih energetskih rešitev. Pravzaprav smo na pragu nove industrijske revolucije. Nizkoogljična proizvodnja in transport postajata poleg okoljske tudi ekonomska nuja. Potrebujemo čim prej čim bolj učinkovite rešitve v prid sedanjih in prihodnjih generacij. Evropska unija in Združene države bosta vodili novo industrijsko revolucijo. Ustvariti moramo seveda tudi širše zavezništvo. Še letos je pred nami nekaj pomembnih srečanj. Veliko pričakujemo od naslednjega vrha skupine G8 in od konference Združenih narodov o klimatskih spremembah v Poznanu na Poljskem. Na vrhu smo govorili o najaktualnejših vprašanjih svetovnega gospodarstva. Naši cilji so varna bodočnost, ohranjanje delovnih mest in boj proti protekcionizmu. Odločeni smo sodelovati pri odpravljanju globalnih neravnovesij in k tej nalogi pritegniti tudi nova hitro rastoča gospodarstva. Zavezani smo nadaljevanju pogovorov o razvojni agendi iz Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Obravnavali smo tudi vrsto regionalnih vprašanj.
Veliko pozornosti smo namenili Zahodnem Balkanu. V Evropski uniji zelo cenimo vlogo Združenih držav pri končanju nasilja v tej regiji v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Danes enotno in odločno podpiramo evroatlantsko perspektivo tamkajšnjih držav. To je pot, ki preko potrebnih gospodarskih in političnih reform vodi k miru in trajni stabilnosti. Seznanili smo se z delom Transatlantskega ekonomskega sveta, ostajamo zavezani odpravljanju ovir v medsebojni trgovini, ki vodi v gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Transatlantski ekonomski svet želimo vzpostaviti kot mehanizem, ki bo prinašal vse več konkretnih rezultatov prid potrošnikov in proizvajalcev tako v Evropski uniji kot v Združenih državah. Evropska komisija in njen predsednik Barroso se na naši strani zelo trudita v tej smeri. Med temi konkretnimi rezultati, ki sem jih omenil, velja še posebej poudariti oziroma omeniti sporazum o zračnem prometu. Prva faza sporazuma o odpiranju letalskega prevoza je že v veljavi. Sprošča pogoje za vzajemne naložbe in omogoča svobodnejši dostop do letalskih storitev. Pogajanje v drugi fazi smo pričeli sredi prejšnjega meseca. Dokončan je tudi sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami o letalski varnosti in upam, da bo podpisan do konca meseca. Obravnavali smo temo prostega potovanja v Združene države za vse državljane Evropske unije. Veseli me, da je vstop novih držav v program Visa Waiver zelo blizu. Zavedamo se, da nam varnostni razlogi narekujejo različne omejitve, vendar ostajamo odločeni, da potreba po večji varnosti ne omeji prostega potovanja naših državljanov. Mr. President, European Union and United States are two most developed democracies. Last big EU enlargement, which included Slovenia and